Skupni cilj vseh nevladnih organizacij v Sloveniji, ki jih je okrog 28 tisoč, od tega v deželi ob Muri približno 1900, je prizadevanje za to, da bi bila naša družba lepša in bolj prijazna. Koliko pa pravzaprav ljudje vemo, katere so vse nevladne organizacije in kako delujejo? Lokalna razvojna fundacija za Pomurje, ki deluje v regiji kot regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja, je z namenom predstavitve v Pomurje pripeljala stripovsko razstavo o nevladnih organizacijah, ki je nastala v produkciji Mirovnega inštituta ter v sodelovanju s krovno mrežo slovenskih nevladnih organizacij. Matejka Horvat iz regionalnega stičišča nevladnih organizacij Pomurja je predstavila njihovo ustanovo. Mi smo lokalna razvojna fundacija za Pomurje, izvajamo ta projekt oziroma program regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja. V Sloveniji nas je 12 in smo v bistvu služimo kot podpora nevladnim organizacijam, se pravi društvom, zavodom in ustanovam, pomagamo jim na najrazličnejše načine, od tega, da jim pomagamo pri pridobivanju finančnih sredstev, pri razpisih, pripravljamo skupaj projekte, jih med sabo povezujemo z drugimi organizacijami, veliko imamo usposabljanj za nevladne organizacije, pomagamo tudi na področju računovodstva. Skratka, kadar neka organizacija, društvo potrebuje pomoč, ve, da se lahko obrne na našo organizacijo. V Pomurju smo mi edina organizacija, ki nudi pomoč, ne glede na vsebino, s katero se organizacija ukvarja. Se pravi, seveda so še druge podporne organizacije, kot so recimo kakšna Pomurska turistična zveza ali Zveza kulturnih društev, ki pa nudi pomoč samo tistim organizacijam, ki delujejo na tem področju. Mi pa smo edina, ki nekako združuje vse organizacije, ne glede na področje, s katerim se ukvarjajo. Sorazmerno malo ljudi ve, katere so nevladne organizacije ter kakšna je njihova vloga v družbi. Velikokrat se soočamo s tem, da ljudje še vedno ne vedo, kaj nevladne organizacije so, čeprav morda so tudi sami člani in delujejo v njih. Zato iz tega tudi izhaja nekako ideja, da bi posameznikom mimoidočim na čim bolj slikovit, enostaven način in pa hkrati tudi izobraževalen pokazali, kaj so to nevladne organizacije. Čisto enostavno povedano, so to zasebne, neprofitne in nepridobitne organizacije, vendar kar velikokrat ne vemo, kaj vse to točno pomeni. Se pravi, kot sem že rekla, ideja o tem, da bi na čim bolj preprost način pokazali, da so to pravzaprav društva, organizacije, ki nas vsakodnevno spremljajo, vsi poznamo gasilska društva, kulturna društva, turistična društva. Skratka, to so organizacije, katerih del smo skoraj da vsi. V Pomurju je okoli 1800 nevladnih organizacij, številka se vsakodnevno v bistvu spreminja. Ravno ko sem preverjala podatke, mislim, da je samo v zadnjih 2 letih bilo ustanovljenih več kot 80 novih nevladnih organizacij, večina od teh je društev, nekaj pa tudi zavodov in pa zelo malo je pa ustanov. Dobrodošli vsi, ki potrebujejo kakršnokoli pomoč, ali pa tudi tisti, ki razmišljajo, da bi ustanovili svojo organizacijo. Pomagamo tudi pri ustanavljanju, pri pripravi vseh teh dokumentacij, ustanovitvenih aktov, tako da ja, vsekakor vabljeni tudi na našo spletno stran, mogoče da tam poiščejo prve kontakte, drugače pa dobrodošli v Martjancih v naši pisarni. V stripu nastopajo simpatični pernati junaki, ki zgodbo pripovedujejo skozi oči ter s pomočjo akademskega slikarja in striparja Cirila Horjaka. Strip je izšel v časopisu Večer, prvo razstavo doživel v zgodovinskem atriju ljubljanske mestne hiše, sedaj pa že lep čas gostuje po Sloveniji. Med drugim si ga lahko ogledate v Murski Soboti. Kako dolgo bo na ogled? Matejka Horvat iz regionalnega stičišča nevladnih organizacij Pomurja. Obe lokaciji oziroma ogled bo možen do 14. junija, se pravi mesec dni, potem pa se seli še po drugih krajih v Pomurju.